Pozdravljeni na ponovnem dogodku Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, ki ga pripravljamo seveda skupaj s kolegi iz Upravne akademije. Zato najlepša hvala Danijeli in Gregu za vso pomoč, za organizacijo. Kar nekaj vas je danes z nami, hvala, da ste se pridružili. Veste, da na Direktoratu za javno naročanje, še posebej v letošnjem letu, smo nekoliko pospešili te spletne predstavitve, bi rekel, in danes bomo z vami delili predstavitev kompetenčnega modela na področju javnega naročanja, programa usposabljanj in seveda na koncu tudi vzpostavitve Akademije za javno naročanje. V letošnjem letu, na kratko, veste, da smo pogledali in je bilo največ vprašanj na temo spremembe pogodb, na temo prepoznave usklajenih ravnanj smo nekje spomladi s kolegi z Agencije za varstvo konkurence prav tako pripravili eno zanimivo usposabljanje, predvsem z tega praktičnega dela, in ta praktičen del smo nadaljevali potem v mesecu juliju, kjer smo vam predstavili javno naročanje živil in energentov. To so bile teme, glede katerih smo v letošnjem letu dobili največ vprašanj. Danes bomo pogledali pravzaprav ta kompetenčni model. Predstavitev je precej ali pa nekoliko drugačna od drugih dogodkov, kjer je šlo predvsem za neka specifična, posebna znanja, vprašanja na področju javnega naročanja. Danes vam bomo predstavili program in kaj so razlogi pravzaprav za to, da imamo danes predstavitev in prihajamo do tega. Sami veste, da sistem javnega naročanja je precej več in mora biti precej več, kot je pač zgolj sprememba nekih pravnih aktov, zakonodaje, predpisov s področja javnega naročanja, kar ponavadi vidimo sicer kot eno najpomembnejših orodij za, ureditev sistema javnega naročanja, ni pa edino, pa morda počasi ne postaja več niti glavno. Zato smo že pred časom na direktoratu začeli utrjevati smer tako profesionalizacije kot digitalne transformacije postopkov javnega naročanja. Slednja morda kdaj drugič, kakšna posebna predstavitev. Sami veste, da imamo v sistemu javnega naročanja razvito vrsto informacijskih orodij. Tukaj smo glede na države, ne samo EU, ampak tudi OECD, eni bolj naprednih. Na koncu sistem za e-revizijo, preko katerega poteka pravno varstvo, je pravzaprav popolnoma informatiziran postopek. Bili smo ena prvih, če ne prva država v EU, ki je razvila tak sistem, seveda za celotno državo. In seveda del vsega tega urejanja sistema je tudi sama profesionalizacija javnega naročanja. Že pred časom, že kar nekaj let nazaj, smo s kolegi pripravili nek akcijski načrt profesionalizacije javnega naročanja in počasi gremo h koncu, katerega del je tudi seveda ta kompetenčni model, ki bo kasneje predstavljen, in seveda na koncu vzpostavitev Akademije javnega naročanja, za katero si želimo, da seveda to ne gre za neko novo institucijo, ampak kot rečeno, gre za neko novo znanje, ki bo v pomoč predvsem vam, izvajalcem javnih naročil. Da ne bom jaz predolg, toliko o razlogih za te zadeve. Kaj pa je namen in ozadje, pa predajam besedo kolegici magister Urški Skok-Klima, ki je na direktoratu, kot verjetno veste, vodja sektorja za sistem javnega naročanja. Urška, izvoli. Hvala lepa, Sašo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Majo bom prosila, oziroma vidim, da Maja to že počne, da kar začne deliti tudi samo prezentacijo. V bistvu jaz bom v samem uvodu precej kratka, ker je večino tega čisto uvodnega dela povedal že naš generalni direktor. Ja, mi se že kar nekaj časa ukvarjamo s profesionalizacijo, mogoče se nekateri tudi spomnite, že leta 2018 smo nekako pripravili akcijski načrt za izboljšanje sistema in profesionalizacije v javnem naročanju. Bil je zasnovan nekako za 2 leti in že tam se nam je porodila ideja, ravno iz tega razloga, ki ga je omenil prej Sašo, da ni vse samo v spreminjanju zakonodaje oziroma v določanju nekih institutov, ampak je predvsem pomembno tudi to, da se posvečamo razvoju oziroma izboljšanju znanja, poznavanja sistema javnega naročanja, se pravi, da se ukvarjamo z ljudmi, ki na tem področju delujejo.
To področje, ta profesionalizacija na nek način izhaja tudi iz strategije razvoja javne uprave 2015-2020. Nenazadnje je pa tudi Evropska komisija pred časom izdala 3 sporočila, med katerimi je bil na nek način največji poudarek oziroma usmeritev državam dan v smeri, da dajmo delati čim več na tem, da usposobimo oziroma opolnomočimo tiste uslužbence, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, kar seveda niso samo tisti, ki izvajajo postopke naročanja, ampak je zgodba precej širša, začne se že prej, a ne, pri pripravi samih specifikacij, pri raziskavi trga in se nadaljuje vse do samega zaključka izvedbe javnega naročila, se pravi pogodbe. In nekako v vsej tej smeri smo sledili temu, da smo pripravili kompetenčni model, torej priročnik za presojanje in razvoj kompetenc, in pa posledično, zato da bomo te kompetence dosegali, smo pripravili tudi program Akademije javnega naročanja in te 2 stvari bova z Majo v nadaljevanju predstavlja, pa bi jaz mogoče za začetek kar prosila Majo, da nadaljuje samo predstavitvijo kompetenčnega modela, njegovo zasnovo, namen, kako se lahko tega poslužujete, imamo tudi en samoocenitveni vprašalnik, jaz se bom pa znova priključila potem proti koncu in predstavila sam program Akademije javnega naročanja, ki bo zaživel za začetkom naslednjega leta. Maja, izvoli. Se pravi, jaz bom poskusila predstaviti ta priročnik za presojanje in razvoj kompetenc na področju javnega naročanja, tako kot je bilo že rečeno, ker je pač ta profesionalizacija v javnem naročanju bila prepoznana kot res nek pomemben dejavnik v smislu boljšega izvajanja javnih naročil, oziroma je bil sam vzvod za pripravo tega priročnika, prepoznava potreb po dvigu kompetenc uslužbencev, ki delujejo na področju javnega naročanja, zato je bil pripravljen ta, rečemo, kompetenčni model oziroma ta priročnik, ki se v precejšnji meri naslanja na evropski kompetenčni model ProcureComp EU oziroma ta evropski okvir kompetenc za profesionalizacijo javnega naročanja. Ob tem seveda, da je ta evropski kompetenčni model prilagojen oziroma spremenjen, če tako rečem, glede na potrebe, bi rekla, na trgu slovenskih javnih naročil, in pa seveda ob pripravi priročnika oziroma tega kompetenčnega modela se je zagotovo preučila tudi obstoječa praksa v drugih državah, tako EU kot tudi tretjih držav na tem področju profesionalizacije javnega naročanja, zato da bi se lahko ta kompetenčni model oziroma ta priročnik res pripravil čim bolj kvalitetno oziroma čim bolj v pomoč samim naročnikom oziroma organizacijam, ki pač morajo izvajati javna naročila. Sam namen v bistvu priprave priročnika za presojanje in razvoj kompetenc na področju javnega naročanja je zagotovo v tem, da so se oblikovale neke enotne strukture znanja in veščin oziroma spretnosti ali pa sposobnosti in tudi nekih osebnostih značilnosti posameznikov, ki izvajajo javna naročila oziroma ne nujno izvajajo oziroma vseh seveda, ki delujejo na področju javnega naročanja, tako kot je že Urša povedala, seveda ta spekter oseb, bi rekla, ki morajo sodelovati pri izvedbi nekega javnega naročila, je seveda precej širok. In s tem priročnikom se poskuša dati nek pripomoček naročnikom in organizacijam, da se lahko uspešno opredelijo ta potrebna znanja in kompetence za posamezno delovno mesto, ki pač v organizaciji obstaja in se veže, bi rekla, na sama javna naročila. V smislu tudi tega, da je pripravljen pa tudi samoocenitveni vprašalnik oziroma vprašanja, predlogi vprašanj glede znanj in spretnosti na posameznih področjih, bi rekla, javnih naročil, je pa seveda ta priročnik namenjen tudi temu, da se lahko ugotavljajo te vrzeli v znanju in v sposobnostih tako na ravni posameznika, ki izvaja oziroma sodeluje pri izvedbi javnih naročil, in tudi na ravni same organizacije, da se lahko mogoče tudi boljše potem upravlja to delo v zvezi s tem področjem in se ugotovi seveda tudi, na kakšen način bi se lahko to mogoče celo izboljšalo. Sam kompetenčni model oziroma ta priročnik je v bistvu sestavljen oziroma vključuje, bi rekla, 3 ključne vsebinske sklope kompetenc,
temeljne kompetence kot neke kompetence na bolj, bi rekla, osebni ravni posameznika, delovno-specifične kompetence in pa potem tudi kompetence, ki so pa specifične prav za področje javnega naročanja. Temeljne kompetence in delovno-specifične kompetence so takšne, ki so bile oziroma so opredeljene v sklopu priprav kompetenčnega modela za zaposlene v državni upravi, ki ga je že v letu 2019 pripravilo Ministrstvo za javno upravo, kjer je v bistvu bilo kot eno izmed delovnih področij, pri katerih je potrebno te kompetence tudi preverjati oziroma bi rekla tudi zagotavljati, prepoznano tudi področje javnega naročanja. Na podlagi že prej omenjenega tega evropskega kompetenčnega modela so pa v bistvu predvsem dodane tudi te kompetence, ki so specifične prav na področju javnega naročanja oziroma za izvedbo posamezne faze javnega naročila in so tudi v tem delu, se pravi v tem vsebinskem sklopu kompetenc, še dodatno razdeljene na 3 vsebine, in sicer na horizontalne vsebine, na vsebine, ki v bistvu se vežejo predvsem na čas priprave javnega naročila in na tiste vsebine, ki se vežejo bolj na čas same izvedbe javnega naročila, se pravi, bi rekla, po pripravi same dokumentacije oziroma mogoče tudi objavi samega javnega naročila. Če posebej pogledamo še te kompetence, ki so specifične za izvedbo posamezne faze javnega naročila, so razdeljene na kar precej vsebin oziroma, bi rekli, tudi lahko modulov, se pravi, glede na posamezno to vsebino, tako da vključujejo dejansko res neke horizontalne vsebine, se pravi, tako v smislu nekih etičnih, etike, integritete oziroma upravljanja samega naročila do tistih, bi rekla, pripravljalnih faz javnega naročila v smislu preverbe trga, načrtovanja samega javnega naročila, pa tudi seveda teh povsem, bi rekla, horizontalnih vsebin v smislu zelenega in inovativnega javnega naročanja, pa mogoče tudi bolj tehničnih v smislu samih objav oziroma uporabe elektronskih sredstev v sami izvedbi oziroma pri pripravi javnega naročila, tako da vključujejo bolj te horizontalne teme. Potem v vsebinskem sklopu priprave javnega naročila so zajeti moduli oziroma vsebine, ki se vežejo na tisto pripravo samega naročila oziroma za oddajo samega naročila tudi tako v smislu pravilne izvedbe naročila, pravilne predvsem mogoče že v začetku strategije, se pravi postopkov, ki jih bomo uporabili, pa seveda potem tudi samega ocenjevanja ponudb in oddaje samega naročila. V zadnjem sklopu pa v bistvu so zajete pa tiste vsebine oziroma moduli, ki se vežejo pa potem, bi rekla, že na čas po podpisu pogodbe, se pravi tako upravljanje pogodb, poročanje, plačila oziroma reševanje tudi morebitnih sporov, se pravi tudi te pomembne vsebine, ki mogoče niso del same izvedbe postopka oddaje javnega naročila, ampak dejansko sledijo potem tudi že po podpisu, se pravi v fazi izvajanja javnega naročila. Za vsako izmed teh kompetenc v vseh v bistvu teh vsebinskih sklopih, se pravi tako za tiste temeljne kompetence in delovno specifične kompetence, ki so, kot sem rekla, zajete že v samem kompetenčnem modelu za javne uslužbence, ki ga je razvilo Ministrstvo za javno upravo, pa seveda tudi te kompetence, ki so specifične za samo javno naročanje, so razdeljene na 3 zahtevnostne ravni, se pravi, je opredeljeno, kaj dejansko na posamezni zahtevni ravni bi posameznik v zvezi z neko kompetenco moral osvojiti oziroma ali pa že imeti v smislu znanja in spretnosti. Tukaj je recimo tudi ena razlika v primerjavi z evropskim kompetenčnim modelom, ki se je uporabil na nek način kot osnova pri pripravi slovenskega kompetenčnega modela. Recimo na evropski ravni so prepoznali 4 te zahtevnostne ravni, glede na naše izkušnje oziroma glede na to, kako je oblikovan trg slovenskih javnih naročil, pa smo mi menili, da v bistvu so 3 zahtevnostne ravni zadosti oziroma takšne, ki lahko opredelijo
zahteve ali pa znanja in spretnosti za vse te uslužbence, ki izvajajo javna naročila. Se pravi, prva raven zajema v bistvu to osnovno znanje, se pravi, da posameznik ima neko osnovno znanje s posameznimi vsebinami, na drugi ravni neko napredno znanje, se pravi, da že je rekla, ve nekaj več, ampak vseeno pa mogoče še ne čisto vse. Na tretji ravni pa v bistvu tista najvišja raven v smislu strokovnjaka na tistem področju, se pravi, da dejansko lahko celostno obravnava neko temo oziroma pozna vsa pravila oziroma vse, kar je potrebno vedeti s tisto določeno vsebino. Se pravi, v tem kompetenčnem modelu je za vsako od tistih kompetenc, ki smo jih prej videli, tako se pravi za vse tiste 3 vsebinske sklope, na katere so te kompetence dejansko razdeljene, zapisano, kaj v bistvu bi moral nek posameznik na določeni zahtevnostni ravni znanja in spretnosti vedeti, da lahko potrdi ali pa se odloči in ugotovi, kakšno raven znanja v bistvu mora imeti v zvezi s tisto posamezno kompetenco. Se pravi, precej natančno je opredeljeno, katere so tiste spretnosti in znanja, ki bi jih moral imeti, seveda po logiki, da vsak ima neko višjo raven znanja, se pravi recimo napredno znanje, pa znanje strokovnjaka, mora seveda vedeti oziroma znati tudi tiste vsebine, ki so opredeljene za nižjo raven znanja, se pravi strokovnjak, v bistvu, kar je navedeno v tisti koloni, kar mora strokovnjak znati in vedeti, se seveda smatra, da seveda pozna tudi vsebine, ki jih mora poznati tisti z naprednim znanjem oziroma tisti z osnovnim znanjem. Se pravi, se nekako nadgrajujejo v bistvu ta znanja in sposobnosti, ki jih mora imeti potem posameznik, da lahko ugotovi, v katero v bistvu zahtevnostno raven znanja bi se dejansko lahko uvrstil. V samem kompetenčnem modelu tudi precej pomembno, da so opredeljeni tudi delovni profili oziroma profili delovnih mest. Se pravi, v bistvu so opredeljeni ti delovni profili, da se pomaga nekako organizacijam, da lahko dejansko vključijo posameznike v posamezen ta profil delovnih mest. Seveda tukaj je glede na samo predvidevanje oziroma znanje in izkušnje smatrano, na kakšen način oziroma kaj bi lahko ta delovna mesta ali pa ti profili delovnih mest v Sloveniji najbolj obsegali oziroma kakšni bi najbolj lahko bili. In potem je seveda za vsak ta profil delovnega mesta dejansko opredeljeno, kakšne so zahtevane kompetence za ta ustrezen profil delovnega mesta in pa tudi seveda neka ciljna raven usposobljenosti, ki bi jo naj ta posameznik, ki v določen profil sodi, imel. Kako se bo to lahko ugotovilo oziroma kako bi lahko posameznik v bistvu ugotovil, ali v tistem nekem profilu delovnega mesta, ki ga zastopa oziroma v katerega bi lahko bil uvrščen, izpolnjuje ali pa ima znanje in spretnosti, ki so predvidene oziroma tisto stopnjo usposobljenosti, ki je predvidena za tisto delovno mesto. To se bo ugotavljalo lahko na ravni samoocenitvenega vprašalnika, se pravi, vsak posameznik bo odgovoril na vprašanja, ki so opredeljena za vsako izmed kompetenc, ampak tukaj predvsem za kompetence, ki so neposredno povezane z izvajanjem javnega naročila, in bo na podlagi odgovorov oziroma samokritike, samoocenitve lahko v bistvu ugotovil, kje so neke vrzeli v njegovem znanju in sposobnostih oziroma usposobljenosti, in potem seveda se bo verjetno na ravni organizacije lahko ugotovilo, kako bi se te vrzeli dejansko lahko zapolnile. V kompetenčnem modelu je opredeljenih 6 profilov delovnih mest. Kot tista bi rekla najnižja oziroma najnižja, predvsem tista z najbolj osnovnim znanjem, je profil delovnega mesta osebe, ki zagotavlja podporo pri naročanju, se pravi nekdo, ki dejansko nekim drugim strokovnjakom, ki izvajajo javno naročilo, nudi suport oziroma podporo. Drug profil delovnega mesta, ki je opredeljen, je samostojni izvajalec javnih naročil manjših vrednosti, se pravi to predvsem verjetno pri tistih organizacijah, ki izvajajo v pretežnem delu naročila, ki so nižjih vrednosti oziroma mogoče niti ne tako zelo kompleksna naročila. Kot tretji profil delovnih mest je opredeljen samostojni izvajalec javnih naročil večjih vrednosti.
tukaj verjetno se bodo našle tiste organizacije, ki imajo tudi neke službe za javna naročila oziroma ki izvajajo predvsem javna naročila večjih vrednosti oziroma tudi bolj kompleksna naročila, ker so potem seveda neke zahtevnostne ravni za posamezne kompetence opredeljene tudi višje. Četrti delovni profil, ki je opredeljen, so področni strokovnjaki oziroma tehnično osebje, se pravi tisti, ki imajo neka napredna znanja o določeni kategoriji blaga, storitev oziroma gradenj, ki se naroča, se pravi ta spet v bistvu na nek način podporna, ampak zelo pomembna funkcija pri oblikovanju javnega naročila oziroma potem tudi pri izvajanju. Kot peti delovni profil je prepoznan skrbnik pogodbe, se pravi tisti, ki v bistvu nastopi predvsem po tem, ko je podpisana pogodba in skrbi za ustrezno izvajanje tistega naročila. In kot šesti delovni profil je opredeljen vodja oddelka, se pravi tisti, ki bi v bistvu moral poznati cilje oziroma politike same organizacije in slediti in v bistvu na ta način tudi podpirati potem svojo ekipo, da se ti cilji dejansko dosežejo. Zdaj, če pogledamo, kako je v bistvu v tem kompetenčnem modelu to potem za vsak ta profil delovnega mesta opredeljeno, se pravi za posamezen profil, recimo tukaj je na primeru samostojnega izvajalca javnih naročil manjših vrednosti, je za vsako kompetenco, se pravi smo rekli tako za tiste delovno specifične kompetence, temeljne kompetence in tudi za kompetence, ki se vežejo prav na izvajanje javnih naročil, opredeljena zahtevnostna raven, ki bi jo naj tak posameznik na tem delovnem mestu oziroma v tem profilu delovnega mesta izpolnjeval oziroma dosegel, da bi lahko rekli, da je v bistvu v popolnosti usposobljen za izvajanje oziroma za zasedbo ali pa za izvajanje tega delovnega mesta v smislu nekega izvajalca naročil manjših vrednosti. Tako da za vsak od teh šestih delovnih profilov je na takšen način opredeljeno v kompetenčnem modelu, kako oziroma katere dejansko neke zahtevnostne ravni bi naj posameznik v posameznem delovnem profilu tudi imel oziroma bi kakšna znanja oziroma spretnosti bi moral imeti. Seveda v povezavi s tistim, ko smo tudi prej gledali, da je pa dejansko za vsako kompetenco, za vsako zahtevnostno raven tudi zapisano, kaj v bistvu to zajema oziroma katera znanja oziroma spretnosti bi moral imeti na posamezni te zahtevnostni ravni. Kako se bo to lahko preverjalo oziroma presojalo v bistvu te kompetence? Za delovno specifične kompetence in za temeljne kompetence se za presojo uporabljajo metode, ki so opisane v priročniku za presojanje in razvoj kompetenc v državni upravi, se pravi tega, ki ga je Ministrstvo za javno upravo razvilo že v letu 2019. Za presojo kompetenc, ki so specifične za izvedbo posamezne faze javnega naročila, pa se bo uporabljal samoocenitveni vprašalnik in potem na njegovi podlagi v bistvu, bi rekla, program ali pa dejansko nek sistem, kako se potem te vprašalnike oziroma odgovore na vprašalnike in informacije iz teh vprašalnikov presoja oziroma ugotavlja potem vrzeli v znanjih in spretnostih teh posameznikov, ki bodo te samoocenitvene vprašalnike tudi izpolnili. V smislu poteka samoocenjevanja oziroma postopka samoocenjevanja bi lahko rekli, da se lahko razvija nekako v 4 korakih. Najprej v smislu opredelitve profilov delovnih mest, ki, kot že rečeno, so v samem kompetenčnem modelu že opredeljeni, se pravi 6 delovnih mest je prepoznanih in za vsak ta profil delovnega mesta prepoznane tudi zahtevnostne ravni za posamezno kompetenco, ki je pač zajeta v kompetenčnem modelu. Drugi korak je seveda izvedba tega samoocenitve oziroma individualne samoocene z izpolnitvijo vprašalnika. Tretji korak, ki ga pa potem se izvede verjetno na ravni organizacije, je pa zbiranje in analiza teh podatkov, ki jih dobimo iz teh samoocenitvenih vprašalnikov in seveda na koncu dejansko ugotovitev vrzeli in pa načinov, kako bi lahko te vrzeli v znanju in spretnostih tudi odpravili, na primer v smislu dodatnih usposabljanj oziroma nekih drugih mogoče orodij
ali pa tudi na koncu mogoče v smislu zaposlovanja oziroma spremembe v politiki ali pa strategiji organizacije. Če gledamo čisto v smislu tega samoocenitvenega vprašalnika, bo tudi v pomoč oziroma v pomoč in kot pripomoček podana predloga tega samoocenitvenega vprašalnika, se pravi z vsemi vprašanji o znanju in spretnostih za vsako od teh kompetenc specifičnih za izvedbo posamezne faze javnega naročila. Izpolnjeval se bo lahko ta vprašalnik oziroma bi rekla uvozil in potem izpolnjeval v aplikaciji EU Survey, ki je v bistvu evropska aplikacija, ki je brezplačno na voljo, se pravi, se lahko kdorkoli registrira in tukaj dejansko ni nobene težave pri registraciji in potem uporabi tega vprašalnika. Potem pa seveda, ko se bodo prejeli odgovori v teh vprašalnikih strani pač zaposlenih oziroma tistih posameznikov, ki izvajajo javna naročila v posamezni organizaciji, se bo pa lahko tudi vneslo te podatke v Excelovo tabelo predpripravljeno, v kateri se bo potem tudi izračunalo, kakšne dejansko so te vrednosti, ki smo jih prejeli oziroma podatki in pa tudi kakšne so dejansko vrzeli na posameznem področju kompetenc oziroma pri posamezni kompetenci. Se pravi, da se bo dejansko precej jasno videlo, tako na ravni posameznika, na ravni nekega profila delovnega mesta v organizaciji in na ravni same organizacije, kje so vrzeli v znanju in spretnostih teh uslužbencev oziroma teh zaposlenih, ki so samoocenitveni vprašalnik dejansko izpolnili, seveda to tisti, ki sodelujejo pri samih javnih naročilih. Mogoče samo tukaj prikaz, kako bo ta Excelova tabela za preveritev oziroma za analizo podatkov, ki se bodo dobili iz samoocenitvenega vprašalnika, izgledala. Se pravi, zajete bojo vse te kompetence, torej kompetence, ki so specifične za izvedbo posamezne faze javnega naročila. Posamezna organizacija oziroma tisti, ki bo to analiziral, bo lahko izbral, kateri od teh profilov delovnih mest, ki so opredeljeni, dejansko ga želi analizirati oziroma vpisati podatke, za kateri profil, če tako rečem, so posamezniki izpolnili vprašalnike. Vnesel bo tiste podatke iz samega vprašalnika, se pravi, v vprašalniku bo vsak posameznik ocenil, ali ima za določeno kompetenco neko znanje, ali ima osnovno znanje, napredno znanje oziroma je strokovnjak, oziroma tudi ali ima neko spretnost ali nima spretnosti na tistem področju kompetence oziroma tudi ali je v tem primeru strokovnjak in se bo to, bi rekla, numerično zapisalo, v smislu seveda ničla bo pomenila, da nima znanja, enka, da ima osnovno znanje, dvojka, da ima napredno znanje in pa trojka, da je strokovnjak. Ko bo to se vpisalo v to Excelovo tabelo, se bo izračunalo v bistvu na ravni posameznika, kakšne so dejansko njegovi odgovori oziroma kakšna znanja dejansko ima in tudi grafično se bo lahko pogledalo oziroma bo prikazano, kakšne so bile tiste ciljne ravni pri posamezni kompetenci in kakšne ravni usposobljenosti oziroma zahtevnosti je ta posameznik dosegel v fazi izpolnjevanja oziroma ob izpolnjevanju tega samoocenitvenega vprašalnika. Poleg tega, da se bo lahko te vrzeli v bistvu gledalo oziroma da se jih bo prikazalo na ravni posameznika, se jih bo tudi prikazalo na ravni samega profila delovnega mesta, se pravi združeno mogoče več posameznikov, ki delujejo v enem profilu delovnega mesta oziroma ga zastopajo in pa tudi na ravni organizacije, se pravi, načeloma lahko res tako kar precej vseobsežen pregled nad znanjem, ki ga imajo neki zaposleni oziroma uslužbenci na tem področju, se pravi tisti, ki bodo seveda ta samoocenitveni vprašalnik izpolnili in bo lahko dejansko na tej podlagi organizacija tudi ugotovila, kje so vrzeli in seveda se potem verjetno odločila, kako bi lahko te vrzeli se zapolnile, se pravi te vrzeli v znanju oziroma usposobljenosti teh posameznikov. Toliko v bistvu v zvezi s tem kompetenčnim modelom.
oziroma kako je zastavljen in kako se bo potem to tudi lahko preverjalo. Zdaj pa v bistvu besedo nazaj predajam Urši še za predstavitev tega programa usposabljanj oziroma tako imenovane Akademije javnega naročanja. Akademija javnega naročanja pa dejansko sledi temu, kar je zdaj Maja predstavila, čeprav bi mogoče na začetku, preden predstavljam ta program, omenila, da se lahko na vse te programe v okviru akademije prijavite tudi, če ne boste uporabljali kompetenčnega modela. Jaz ga sicer svetujem, ker kot ste lahko videli, lahko da zelo ali pa precej jasno sliko, katera znanja še potrebujete, katera ne, ampak ni pa to pogoj za udeležbo v samih programih oziroma modulih akademije. In kot je na začetku že omenil tudi Sašo, Akademija javnega naročanja ni neka nova institucija. Akademija bo v bistvu program oziroma poimenovanje programa ali pa skupka programov, ki bo deloval v okviru obstoječe upravne akademije. In tudi upravna akademija bo na svoji spletni strani še pred koncem leta objavila vse te programe akademije in tudi najavila potencialne termine, kdaj se bo ta program akademije začel izvajati. Akademija je dejansko na podlagi vsega tega, kar ste zdaj slišali, na nek način skupek programov, ki je usmerjena v pridobitev specifičnih znanj, specifičnih spretnosti, ravno v povezavi s temi kompetencami in pa specifičnimi znanji glede posamezne faze naročila. Maja je prej omenila 6 profilov delovnih mest, ampak predvidoma bomo mi začeli z usposabljanjem na akademiji oziroma pripravili module za 4 profile delovnih mest, in sicer za samostojnega izvajalca naročil manjših vrednosti, samostojnega izvajalca naročil večjih vrednosti, za področne strokovnjake oziroma tehnično osebje in pa za skrbnike pogodb. Zaenkrat v okviru programa ni predvideno usposabljanje za osebje za podporo in pa za vodje oddelkov. Ker bomo pa s tem programom zdaj šele začeli, bo pa v letu 2023 dejansko na voljo usposabljanje za 2 profila delovnih mest, in sicer za samostojne izvajalce javnih naročil manjših vrednosti in samostojne izvajalce naročil večjih vrednosti. Akademija javnega naročanja je v bistvu tudi nek program, ki ni, bom rekla, zabetoniran. Mi bomo tekom izvajanja vseh teh programov tudi vedno od udeležencev prosili, če se bodo odzvali na anketne vprašalnike, zato da dobimo nazaj povratne informacije, ali smo stvari zastavili na pravilen način, ali so moduli ustrezni, ali je vsebina po posameznih modulih ustrezna in podobne stvari, zato da bomo lahko ta program na nek način prilagajali dejanskim potrebam oseb, ki se ukvarjate z javnim naročanjem na področju manjših vrednosti, večjih ali pa na kateremkoli drugem področju. Vsa ta usposabljanja, ki bodo v 23 sicer za ta 2 profila, če rečem manjših in večjih vrednosti, se bodo izvajala po modulih, po posameznem delovnem profilu in za posamezne skupine kompetenc. To pomeni, da bo v bistvu na razpolago, ali pa če rečem drugače, možna prijava na posamezen modul ali pa na vse module skupaj. Kot posameznik ko se boste prijavili na program enega izmed modulov Akademije javnega naročanja, najprej odločili, ali potrebujete ali pa želite znanja za izvajalca manjših naročil ali pa za večjih naročil, in znotraj tega se boste lahko tudi odločili, ali se prijavite na vse module, ki jih zajemamo v programu in se dotikajo seveda vseh kompetenc, ali pa na vsako posamezno. Vsebina, glede na različni profil delovnega mesta, bo na nek način sicer enaka, razlika bo pa v zahtevnosti podanih znanj, po nekih potrebnih dodatnih znanjih. Skratka, vsebina, ki bo podana s strani strokovnjakov oziroma predavateljev, se bo razlikovala glede na to, ali se boste prijavili na profil za manjše vrednosti ali pa na večje vrednosti. In pri posameznih modulih se bo tudi razlikovalo število šolskih ur, ki so v ta namen potrebne. Ampak to vse boste lahko razbrali iz objavljenih programov oziroma modulov, ki bodo na spletni strani Upravne akademije, predvidoma že pred koncem letošnjega leta ali najkasneje v začetku naslednjega. In kompetenčni model in program akademije sta tudi javno objavljena na naši spletni strani
in da vam bo lažje pri presoji o tem, na kaj se želite prijaviti in kaj vam lahko posamezen modul ponudi, si lahko pogledate tudi opis posameznega modula. Tule imamo en primer, recimo za kompetenco življenjskega cikla, in pri vsaki taki kompetenci je enako zapisano kot v tem primeru, kaj ta kompetenca pomeni, kaj so teme usposabljanj, ki so namenjene doseganju te kompetence. Recimo pri življenjskem ciklu ta modul usposabljanja zajema različne korake, postopke v življenjskem ciklu javnega naročanja, kakšna je njihova medsebojna interakcija, na kaj mora naročnik oziroma oseba, ki izvaja javno naročanje, paziti že pri prvi fazi naročanja, v povezavi s tem, kako sledijo nadaljnji koraki v samem ciklu postopka javnega naročanja. Hkrati imate v vsakem od teh kompetenc zapisano tudi, kaj so učni rezultati, ki jih bodo predavatelji podali oziroma ki jih želite znotraj tega doseči, in pa seveda tudi predvideni načini izvedbe usposabljanj. V naslednjem letu, ko bomo s temi programi začeli, bomo najprej se poslužili seminarjev in delavnic, hkrati bomo pa sproti razvijali tudi različna orodja za spletno učenje in pa neke strukturirane module za elektronsko učenje, kar pomeni, da boste imeli na voljo tudi različna orodja ali pa programe, kjer boste lahko na nek način preizkusili vaše znanje, kjer vas bo program vodil skozi določene vsebine, vi boste pa lahko z vašimi vprašanji na posamezne, z vašimi odgovori na posamezna vprašanja seveda tudi videli, na kak način oziroma do katere ravni dosegate predvidene učne rezultate za posamezno usposabljanje, za posamezno kompetenco seveda znotraj teh modulov. Jaz bi na tem mestu pravzaprav lahko zaključila, mogoče vprašala samo še generalnega direktorja, če bi želel za zaključek karkoli dodati. Vmes smo pogledali tudi vprašanja, če ste jih slučajno poslušalci zastavljali, se opravičujem, ampak opažam, da nekih vprašanj pravzaprav v tem trenutku ni. Sašo, izvoli, če bi želel besedo. Ja, Urška, hvala lepa za to predstavitev. Zdaj ne vem, ali imamo vprašanja ali ne. Maja, imamo vprašanja? Eno vprašanje oziroma dve vprašanji sta, tako da jaz bi se vam še enkrat najlepše zahvalil za udeležbo. Bilo vas je skoraj da 200, kar je odlično, se pravi, javno naročanje je nekaj, kar je pripoznano kot pomembno tudi pri vas, čeprav gre zgolj za predstavitev nekega projekta. Tako da lepa hvala vsem še enkrat in Maja, k tebi beseda. Ja, hvala. Ja, tako kot je Sašo rekel, v bistvu dve vprašanji. Za eno je tako specifično oziroma tako precej konkretno, se pravi, da je pri profilu, posameznem profilu, če povzamem, je v bistvu so zajete ravni znanj oziroma usposobljenosti za vse te kompetence, ki so predvidene kot kompetence specifične za izvedbo posamezne faze javnega naročila, se pravi recimo tudi pri profilu samostojni izvajalec javnih naročil manjših vrednosti v zvezi z upravljanjem pogodbe oziroma potem potrjevanjem in plačili in potem vprašanje, ali bojo morali ti izvajalci javnih naročil nastopati tudi kot skrbniki pogodb, torej z neposredno realizacijo sklenjenih pogodb. Zdaj tukaj jaz mislim, da je treba poudariti v bistvu, da so predvidene oziroma te kompetence so bile opredeljene za posamezen profil delovnega mesta, so bile opredeljene tudi zahtevnostne ravni, seveda pa je na ravni organizacije, ker to je dejansko ta kompetenčni model, je v bistvu pripomoček naročnikom, da lahko upravljajo svoje vire oziroma svoje, bi rekla, zaposlene, ki delujejo na področju javnega naročanja. In če recimo bo nek naročnik ugotovil, da seveda tisti, ki bi lahko recimo nastopal oziroma vključen bil v profil delovnega mesta samostojni izvajalec naročil manjših vrednosti, teh znanj ne potrebuje, potem verjetno posledično bo ugotovil, da dejansko tle ni vrzeli, ker tega znanja pač po njihovem ne potrebuje ta oseba oziroma se potem posledično tudi ne bo recimo udeležil teh modulov v okviru usposabljanj oziroma Akademije javnega naročanja, če se bo seveda organizacija odločila, da bo dejansko na ta način v bistvu zapolnjevala te vrzeli, ki so bile ugotovljene. Kot je Urša že rekla, to dejansko ta kompetenčni model ni
zahteva, če tako rečem, da se lahko nekdo udeleži usposabljanj in se bo lahko vsak posameznik dejansko udeležil tistih modulov, tistih kompetenc, pri katerih pa smatra, da to znanje dodatno potrebuje, ostalih se pa ne bo, recimo v tem primeru pač ta samostojni izvajalec javnih naročil manjših vrednosti se tega modula za upravljanje pogodb ne bo udeležil, če se pa smatra, da tega znanja ne potrebuje. Potem je pa v bistvu še eno vprašanje, če je Akademija javnega naročanja različica izobraževanja uradnega lista. Zdaj tukaj seveda pri Akademiji javnega naročanja gre za program usposabljanj, ki je razvit v bistvu na podlagi tega kompetenčnega modela, se pravi kot nek projekt, bi rekla, samega Ministrstva za javno upravo. Ne vem, mogoče, če si Urša že pogledala lahko naprej tale vprašanja, da če je že nekako odgovor, ker nekaj jih je še prišlo. Ja, še nekaj vprašanj je predvsem v smislu, ali bodo ta predavanja plačljiva, ali so samo za državno upravo, ali tudi širše, ali je na voljo priročnik oziroma kdo bodo predavatelji. Ta zgodba se še sestavlja in se bo sestavila do konca leta. Mi bomo k sodelovanju povabili različne strokovnjake z različnih področij, nekaj bomo seveda lahko pokrili tudi sami, ampak te vsebine, kot ste lahko prej videli, bistveno presegajo sam postopek javnega naročanja, ampak posegajo tudi v razne zelo vsebinske zgodbe, kjer potrebujemo strokovnjake z teh področij, od pogajanj do, ne vem, spremljanja pogodb, mediacij in tako naprej. In ne bo namenjeno samo državni upravi, na ta oziroma v te programe se lahko prijavi kdorkoli. Zagotovo bodo ta predavanja plačljiva, to bo odvisno od Upravne akademije, njihovega standardnega cenika, priročnika pa v tem trenutku nimamo še na razpolago, pripravljena pa bodo gradiva za vsak posamezen modul, za vsako posamezno kompetenco in za vsak posamezen profil delovnega mesta, ki bodo seveda na razpolago vsem, ki se bodo na ta predavanja prijavili oziroma udeležili. Eno vprašanje je še pravkar prispelo, kdaj bomo začeli sprejemati prijave za izobraževanje v letu 2023. Težko napovem datum, ampak kot sem že prej omenila, mi smo zavezani že po samem načrtu za okrevanje in odpornost vzpostaviti ta program z januarjem 2023. Takrat bo zagotovo na Upravni akademiji tudi objavljen celoten program Akademije javnega naročanja in načrtovani termini. Točnih datumov pa v tem trenutku žal vam še ne morem povedati, odvisno tudi od razpoložljivosti predavateljev, zato da zagotovimo, da bo za posamezen profil delovnega mesta, za vse module znotraj kompetenc zagotovljeno usposabljanje v točno določenem terminu, torej zaporedoma dan, 2 oziroma 3, odvisno za katero zahtevnostno raven bo šlo. In Maja, zdaj pa še samo tebi predam besedo za zadnje vprašanje, ki se pa glasi, kdaj bodo lahko izpolnili samoocenitveni vprašalnik. Predvidevam, da boš pojasnila, da bo to objavljeno skupaj z vso to predstavitvijo, ampak izvoli in potem predlagam, da tudi kar zaključiš, ker ni več novih vprašanj. Ja, v bistvu ta samoocenitveni vprašalnik, se pravi v smislu predloge, ki se bo lahko pač uporabila v tej aplikaciji EU-Survey za izpolnitev vprašalnika in tudi sama Excelova datoteka za analizo, bi rekla, teh podatkov in ugotavljanje vrzeli, bo objavljena predvidoma takrat, ko bodo objavljena tudi tale gradiva današnje predstavitve, skupaj vsaj z nekimi krajšimi oziroma, bi rekla, bolj tehničnimi navodili, kako se dejansko ta vprašalnik uporablja oziroma potem tudi izpolnjuje tista Excelova datoteka in preverja v bistvu podatke, ki so v njej podani. Tudi zdaj v bistvu ni prišlo nobeno več vprašanje, tako da na koncu se vam pa potem jaz najlepše zahvaljujem za udeležbo na tejle predstavitvi. Vam v bistvu priporočam oziroma predlagam, da tudi spremljate našo spletno stran, kjer bodo objavljena ta gradiva. Seveda pa ponavadi o tem obvestimo tudi preko teh naših kanalov obveščanja, se pravi DE novic oziroma kakšnih drugih novičk, tako da boste vsem obveščeni. Seveda bomo pa potem tudi na razpolago, če bodo kakšna konkretna vprašanja pri samem izpolnjevanju oziroma upoštevanju tega kompetenčnega modela. Najlepša hvala.